Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se kar dajte naročiti na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega, če vam je tole všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček, tudi da malo požene algoritem in da priporoča tudi drugim ljudem. Mi smo imeli kar zanimivo dogajanje včeraj, danes pa je torek, 5. maj. In kaj se je zgodilo včeraj? Mi smo opozorili na tole likvidnostno območje tukaj na 79.600 nekje, in potem se je zgodila tale strašna velika likvidacija. Tukaj so bile potem vse dolge pozicije likvidirane. In kaj se je zgodilo potem malo kasneje? Mi smo zrastli enostavno sem naprej gor in rastli naprej. In zanimivo je, pri tej rasti so potem ljudje spet stavili naprej na padec, stop losse so imeli, po mojem, da nekje tukaj, in seveda to je bilo tudi zadnjo rastjo likvidirano. Kot vidimo, tukaj smo prišli, kar se Bitcoina tiče, čisto v preprodano območje. Tako da, to sem želel samo pokazati, bom jaz zdaj tole zbrisal, tole bom tudi zbrisal. Potem gledali smo še to, seveda sem še dodatno javil preko Patreona ob tem padcu. Gledali smo še tole mejo na okoli 78.000, ki smo jo šli potem testirati s temle špicem. Omenil sem to, da dokler bo tale meja vzdržala kot podpora, je še vse ok. No, in to se je potem tudi izvedlo. Mi smo dobili odboj in seveda rast še naprej gor. Kakšno je trenutno stanje, kar se tiče dolgih, kratkih pozicij? Zdaj, ljudje so očitno postali kar pozitivni, kar se tiče Bitcoina, ne pa toliko, kar se tiče Ethereuma, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Na enournem časovnem intervalu pa vidimo, da je stanje zdaj trenutno kar malo neodločeno, vsaj v zadnjem času. In kaj zdaj mi najbolj gledamo tukaj na enournem časovnem intervalu? Mi gledamo tale kanal in pa njegovo spodnjo mejo. Ali bo zdaj, mi smo ta kanal izgubili, in ali bo zdaj tale spodnja meja delovala kot odpor. Izredno bikovsko, to sem že večkrat tudi poudaril, bi bilo, če mi pridemo nazaj notri v kanal, ampak zaenkrat se čisto preveč časa zadržujemo izven tegale kanala. To bi mogli malo bolj sunkovito prideti nazaj notri, in to bi tudi pomenilo, da so se biki dejansko vrnili, ampak zdaj trenutno se kar nekako obotavljamo mi tukaj izven tega kanala, in tale meja bi znala delovati kot odporna meja, če jo pridemo testirati. In trenutno se gibljemo na tam nekje 82.000, tako da to bo treba paziti, če pridemo do tle gor. Če dobimo odboj, potem bi to lahko pomenilo tudi preobrat in da gremo pobirati tale spodnja območja. Tukaj 78.200 smo se že malo dotaknili, potem imamo tudi tole 77.600 in pa 76.100. In potem še naprej 74.700. Ampak zdaj,
Če bomo mi dobili nadaljevanje rasti, bo pa treba spremljati tole mejo na okoli 82,100 in seveda, če mi nadaljujemo tole rast, pridemo nazaj notri v kanal, kar bi lahko bil tudi bikovski znak. Tako, kar precej zanimivo dogajanje, dajmo si pogledati še likvidnostna območja tukaj. Imamo trenutno naštimano na zadnjih 24 ur in kot vidimo, s to zadnjo rastjo smo likvidirali praktično vse tiste, ki so stavili na padec. Zdaj, tukaj zgoraj jih je še nekaj, na okoli 81,700. So se pa nabirali, začeli nabirati tile spodaj, ki stavijo na rast. In tile imajo stop losse na tam nekje 79,000, okroglih 79,000 in pa na okoli 78,100. Tako da, ja, lahko bi se izvedlo to, da mi zdaj dosežemo teh 82,000, tam dobimo preobrat, odboj oziroma zavrnitev in potem gremo pobirati te likvidnosti spodaj, tako da to bo treba kar precej paziti. Ethereum sem dal v naslov zaradi tega, ker je še kar zanimiv, sicer če seveda lahko karkoli izvzamemo iz te njegove cikcakaste strukture, včeraj smo mi označevali, bom jaz dal tale enourni časovni interval, tako da se ga boljše vidi. Včeraj smo mi označevali možnost tele bikovske zastave in mi kar precej vztrajamo tukaj zgoraj na zgornji meji in očitno kaže na preboj. In izmerili smo tudi, če je to res bikovska zastava, seveda od tukaj naprej gor, da imamo drog in potem tale kanal, bi Ethereum lahko prišel vse do tukaj gor, do tam nekje 2800, lahko tudi do 3000. Samo malo, tako bo boljše videti. In seveda izvedel bi se tudi tale naš bikovski scenarij. Ampak Ethereum je trenutno kar precej cikcakast. Bomo videli zdaj, če se bo tole dejansko udejanilo, če se bo Ethereum zdaj končno tudi dejansko zbudil. Kar je tudi zelo zanimivo, je, da je kar precej dolgih pozicij, tukaj na enournem časovnem intervalu, ampak zadnje čase se malo pomirjamo, kar se Ethereuma tiče. Tako da, ja, še vedno bo treba paziti tukaj na zgornji meji. Če dobimo, mislim, malo smo jo že presekali, ampak če dobimo zavrnitev, še vedno lahko gremo nazaj notri v ta kanal in še vedno lahko potujemo naprej po tem kanalu in potem enkrat kasneje prebijemo navzgor. Zdaj meje, ki jih imamo, ta prve meje, ki jih imamo označene, če nadaljujemo z rastjo, tele smo se že malo dotaknili, 2400, potem naslednja je 2422 in naslednja 2459. Ampak, kot sem že omenil, ta glavne tarče, če se to dejansko izvede, so pa 2800 in pa 3000, teh okroglih 3000. Kaj pa za navzdol? Če smo slučajno mi zdaj tukaj zavrnjeni, imamo pa meje 2325, 2295, pa potem 2265 in tudi tale tukaj bi bila na okoli 2177. Ampak, ta glavno, kar bo treba zdaj opazovati, je delniški trg. To sem zdaj že večkrat izpostavil.
Nazdak, na primer, tukaj potuje v tem naraščajočem kanalu in se ga je držal kar precej časa, kar nekaj let. In kar se zdaj v zadnjem času dogaja tukaj, očitno hoče narediti preboj tega kanala. In če naredi ta preboj, če mi zdaj ostanemo nekaj časa v tem preboju, je tukaj tudi več možnosti za nadaljevanje rasti. In seveda, če bo delniški trg nadaljeval tole rast, bi to pomenilo tudi dobro za kriptovalute, da bi se končno lahko zbudile. In tukaj zdaj vidimo, to je tedenski časovni interval. Imamo zdaj že kar nekaj zelenih svečk. 1, 2, 3, 4, 5. In očitno se dela tukaj še ena, ampak smo komaj na začetku tedna, tako da bo treba še malo počakati, kaj se bo tukaj zdaj dejansko zgodilo. Še vedno lahko pride do zavrnitve, še vedno lahko pademo tukaj nazaj v tale kanal in potem tudi pademo notri. Zdaj, če bi slučajno padli nazaj v kanal in vse dol do spodnje meje, bi to bila kar precejšna katastrofa, tako za delniški trg in tudi velika katastrofa za kripto trg. Nekaj podobnega se dogaja tudi na S&P 500. Zelo podobna situacija. Tudi tukaj mi potujemo v tem kanalu zdaj že kar nekaj časa. Večkrat smo zadeli njegovo dno, vrh, tudi tukaj tale vrh in zdaj očitno poskušamo mi tole prebijati. Biki so kar vztrajni tukaj, tako da ja, medvedi bi morali spremljati definitivno tudi delniški trg zdaj, ker če bo tole nadaljevalo rast, bi se znala situacija tudi kar precej obrniti na kriptotrgu. No, toliko tudi o tem. Za danes seveda, če bo še kaj zanimivega, bom jaz še dodatno obveščal preko Patreona in če se mi želite pridružiti tudi tam, kar se mi lahko pridružite preko povezav spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa, če to spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, tudi da malo požene algoritem. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.